Tako, lepo vas pozdravljam na današnji tiskovni konferenci v zvezi z dvigom nadomestil za stavbna zemljišča. Ste v občini Hoče Slivnica, prisotni so svetniška skupina SDS, potem gospod Pavc kot predsednik te svetniške skupine, potem gospod Rado Klobnik iz SDS, gospod Branko Vračko iz podjetja Nibra in jaz Vojko Bolovc. Predajam besedo gospodu Pavcu. Ja, hvala lepa, lep pozdrav z moje strani. Jaz bi kolega še duhovno oziroma opravičil enega svetnika oziroma vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda, ki tudi delijo naše mnenje. Žal se mu je pač zgodil nek dogodek in mora biti čez dobro uro na letališču Ljubljane. Nas pa seveda podpira in je tudi, če koga zanima, poslal mail, tako da to, kar bomo mi danes tukaj povedali in zagovarjali, tudi oni to podpirajo. Torej, kot vidite, smo se združili različno misleče politično, rekli smo, da bomo to visoko politiko dali na stran, da bomo pa poskušali delati do korist naših občanov. Prošli fazi so nas tudi oni za to izvolili. Kot je kolega Vojko omenil, gre za eno stvar, to je enormno povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tu imamo v bistvu tri neke zadržke. Prvo je seveda višina. Višina, ne govorimo o 10-20%, ampak 70 in nekaj procentov za zidrano stavbno zemljišče in skoraj 200% na nezazidano stavbno zemljišče. To so v teh časih, ko nastare inflacija, podražitve in razne druge obremenitve, za nas vse skupaj v bistvu nesprejemljiva povišanja. Drugo, kar je bilo sporno, kar se tiče tega nadomestila, je to, da je bilo to sprejeto na izredni seji občinskega sveta, na prvi izredni seji 15.12. Je brez tega, da bi to obravnavali odbori in komisije. Zakaj se je to tako mudilo? Rekli so, da pač mora biti to objavljeno do 1.1. v uradnem listu, ampak to so uvedeli že prej, ne vem, to bi lahko v prejšnjem mandatu lahko to uredili, pa ne bi bilo neke nuje, ampak očitno pred volitvami to ni bila primerna tema in so pač to sklicali oziroma to sprejeli na izredni seji. In tretjo, kar je sporno, je pa predvidena poraba teh dodatno zbranih sredstev. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je v osnovi se namenja za infrastrukturo, za modernizacijo komunale in podobnih stvari. Tu pa so seveda ta sredstva po predlogu občinske uprave namenjene za društva in za še neke druge dejavnosti, nekaj malega dobiža tudi za krajevne skupnosti. Mi nismo proti temu, da se društva financirajo ali pa sofinancirajo, ampak če občina želi poiskati neke dodatne vire, naj to išče kje drugje, ne pa pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Mi smo vsi skupaj na to opozarjali, glasovali smo proti, ampak v občinskem svetu
smo pač v manjšini in večina, ki jo sestavlja predvsem lista župana, nas je v vsakem primeru pač preglasovala. V nadaljevanju vam bom mogoče povedal še, kaj planiramo v prihodnje okrog tega. Zdaj bi pa jaz prosil, če še do kolegov kaj pove. Ja, jaz pravzaprav Jaz bi se pravzaprav samo pridružil temu mnenju, tako kot smo že povedali, v današnjih časih, v današnji draginji si ne moramo privoščiti takega zvišanja ene postavke na tem, da bomo bolj pravzaprav vlagali, tako je tudi v gradivo bilo, samo v športna društva povečali za 150 000, naprimer za Karitas pa Rdeči križ pa bomo povečali za 2000 sredstva. Tako da mislim, da tu ni bolj razvoj občine, ampak tu je pravzaprav plačevanje kaj volilnega uspeha. Tako da razvoj bi bil, če bi bilo to vsaj 100 000 ali pa 200 000 prišlo na krajevne skupnosti ali pa za določene ceste. Tudi zdaj, naprimer, po novem je tudi točkovanje Makadamska pot, je 10 točk, prej, če nisem imel asfalta, nisem imel točk za pot. Zdaj, po tem novem pravilniku je tudi Makadamska pot je ovrednotena z 10 točkami. Tako da tudi javna razsvetljava je, ko vemo, kakšna je, deli ulic nimajo, ampak če je ena luč v ulici, je javna razsvetljava in tudi to se zdaj točkuje po novem. Tako da drugo pa mislim, da tak Srečko Žurbel, moče pa gospodarstvo še kaj dodal, kak pa oni gospodarstvo gleda na to, da Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Moram povedati, da se pridružujem mnenju in pa stavkom, ki so jih že izrekli kolegi. Z mojega osebnega stališča gledamo na poteze, ki se dogajajo, seveda je presenetljivo v teh razmerah. Če govorim o mnenju gospodarstvenikov, kateri se bodo najverjetneje večini strinjali z mano, in v svojem imenu kot lastniku podjetja, trgovskega podjetja, moram povedati, da je zadnje obdobje, to se pravi obdobje po lanskem avgustu, zelo problematično. Na tržišču so se razmere seveda spreminjale že med samo korono, delno v pozitivno smer, delno v negativno smer. Razmere, ki so pa po avgustu, so pa seveda prišle, tako kot tudi ostale stvari v Slovenijo in pa tudi v naš kraj, iz tujine, na katere ne moremo vplivati in nažalost so trendi negativni. Torej, če so trendi negativni, potem vsi v gospodarstvu vemo, kaj to pomeni, da je treba delati pazljivo, da je treba planirati pazljivo, da je treba seveda omejevati stroške, da je potrebno planirati stvari tako, da je vzdržna politika, finančna politika podjetij in ta predlog, ki je zajema povišanje stroškov za nadomestilo stavbnega zemljišča, je ena od postavk, ki seveda dodaje še k temu negativnemu trendu, ki je trenutno, bi rekel, še traje in ne vemo, kako dolgo bo. Negativni trend imam namen povedati, da je v smislu ohlajanja tržišča, to, kar čujemo iz medijev, seveda mi čutimo najbolj na svoji koži. Drugo so pa seveda ostali trendi od inflacije do vsega ostalega, kar nas, bi rekel, vse skupaj tretira, tudi občino, tudi državo, tudi, bi rekel, vse nas, državljane. In zdaj, bi rekel, na način si privoščiti v podjetju neke stroške, ki so lahko omenjeni v podjetju Mibra, predstavljali stavbno zemljišče do sedaj med 11 in 13 tisoč evri letno, za kar so seveda bile poravnane vse obveznosti iz naslova gradnje in ostalih ob nakupu, predstavlja eno postavko, ki je dejansko mi ne moramo kalkulirati v našo prodajo, če govorim zopet o našem podjetju,
ampak je neposredno strošek, ki ga moramo mi nekako po domače rečeno požreti. Zdaj pa kako, tu bi jaz prosil, če seveda bom imel tu malo več idej, kot jih imamo mi, kako to kalkulirati, ker mi ne postavljamo cen na tržišču in mi ne moramo vplivati na svoje prodajne cene neposredno samo z zmanjševanjem stroškov ali pa, bi rekel, racionalizacijo. To, da pa seveda bom kar zavzel stališče, da država in pa občina ima možnost za zakon, bi rekel, enostavno predlagati ali pa uveljaviti nek strošek za prebivalstvo in pa za podjetja, je pa seveda en privilegij, ki ga mi v gospodarstvu nima. In ko damo cesarju, že kar je cesarjevega, se potem pač je potrebno vprašati, ali bo cesar ima namen pri življenju obdržati, bi rekel, tiste svoje hlapce, da rečem tak, malo karikativno. Tukaj v tem primeru je to, bi rekel, na robu vsega tega, če že ne čez rob, in zato, bi rekel, polagam na dušo tistim, ki v teh stvareh razmišljajo, da se zavedajo, kaj to pomeni. Kaj to pomeni? To je bistvo vsega. Kje je konec tega? Jaz se zavedam, da v občini Hoče potrebujemo in hvala Bogu, nimam proti temu, da se dela in se očitno dela, tudi dobro se dela, pohvalno veseli, ampak treba je pa vedeti, odkot pridobivati sredstva, ali bomo izmozili tistega, ki ima tam penzijo, pa nekoga, ki ima tam kome za svoje stroške, zdaj z temi obremenitvami tako, da mu bo zdaj tista infrastruktura ali pa neki del predstavljal več kot njegovo lastno življenje. Tu se treba vprašati, kaj je prednost in do kere mere. Tako je enako v podjetju. Vse tudi podjetje je kot gospodinjstvo, kjer moraš imeti, bi rekel, nadzor nad stroški, nad izdatki in pa nad člani tistega gospodinjstva. In tu jaz mislim, da so te stvari presežene vse meje in da se mora nekdo vprašati, kje je tista meja, dokler lahko zdrži in gospodarstvo in pa seveda občani z temi stroški, ki tu predstavljajo enormne zneske. To je to. No, jaz bi še nekaj dodal, mogoče za vaše gledalce oziroma tiste, ki bodo spremljali to poročilo. Vedeti moramo, da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, da je to izvirni prihodek občine. In občina sama odloča o višini. Res je, da odmero pošilja finančna uprava Republike Slovenije, ampak oni samo pobirajo ta sredstva, dejansko gre pa za direktni prihodek občine. In občina je tista, ki se mora racionalno odločiti, kje je tista meja, ki jo je kolega tukaj že omenil. Zdaj pa mogoče še povem o tem, kaj smo mi poskušali, na kak način smo poskušali to zadevo ustaviti. Najprej smo seveda bili proti na samem glasovanju o spremembi tega odloka, pa seveda, ker smo v manjšini, ta zadeva pač ni bila sprejeta, smo pa potem na zadnji seji, četrti seji, ki je bila redna seja, četrta, predlagali dopolnitev dnevnega reda z točko, v kateri bi ponovno obravnavali spremembo tega nadomestila. In sicer z predlaganim sklepom, da se to nadomestilo vrne nazaj na izhodiščno vrednost, da se odpravi razprava o vseh odborih in komisijah in da svet še enkrat o tem odloča. Predlagali smo tudi poimensko glasovanje svetnikov in 8 svetnikov je bilo za to, da se ponovno opravi razprava. Ostali svetniki
pa so bili proti. Proti so bili pa iz liste, iz županove liste in en iz SD-a, ena članica županove liste pa je glasovala za. Seveda po takim razmerju sil ta predlog ni bil sprejet in potem na tej zadnji redni seji tega nismo obravnavali. Je bilo pa potem ponovno pod pobude in vprašanja dana pobuda, da se pa to obravnava na naslednji seji. Mi odgovora okrog tega še nimamo. Če seveda bo odgovor negativen, kar se zna zgoditi z neko veliko verjetnostjo, bomo to ponovno zahtevali. Nimamo pa mi nekega direktnega orodja, da bi lahko vplivali na to odločitev. To mora pač večina spoznati, da je to povišanje za današnje čase zanesljivo neprimerno, daleč previsoko. Mi smo pripravljeni tudi na neke kompromisne predloge okrog mogoče postopnega povišanja, manjšega povišanja, kakorkoli. Bomo pa videli, kakšen bo odziv. Hvala. Zdaj pa, če imam to kako vprašanje, ali pa še boš ti kaj povedal? Jaz bom samo tole dopolnil. Na prvi seji, izredni seji, ker se to sprejemalo, se že čutno sliši, ta izredna seja pa tak pomemben strošek za nas občane. Te nepravilnosti se kar naprej dogajajo na tej občini in mi se bomo upirali. Kršijo poslovnik, kršijo statut občine in to je edino, kar lahko dosežemo v opoziciji, smo seveda v manjšini, ampak vas bomo občani obveščali o vsem, kar je za vas potrebno. Hvala. Vprašanje. Mogoče? Gospoda Vračka, vprašanje, ko ste omenili 11-12 tisoč, to je zdaj že bila strošek s tem zvišanjem? Ali ste do zdaj toliko, če bi to razliko, koliko je bilo prej, a znesek v primeru vašega podjetja, koliko bo zdaj? Jaz sem povedal strošek za naše podjetje, koliko je bilo do sedaj. To se pravi lansko leto, oziroma letošnje leto obračunamo za lansko leto. Torej, če bi ta znesek seveda zdaj upoštevali z procenti, ki so namenjeni povišanju, seveda je to skoraj 2 oziroma blizu 20 tisoč. In seveda v enakem razmerju je seveda predvideno tudi za gospodinjstvo. Jaz bi še med tem priliki omenil to, da seveda moramo upoštevati, da prihodki ne sledijo temu, oziroma prihodki, zaslužki ne sledijo temu. Prihodki so lahko v nedogled, kar niso pomeni. Enako za gospodinjstva, plače ne sledijo tem trendom. In tu je največji problem. Vse, če bi mi lahko, bi rekel, dvigali zaslužek sorazmerno z stroški, bi potem to v sorazmerju tudi enako pomenilo. Ampak v gospodarstvu, tako sem rekel, glede na to, da se oglaja, je depresija v tej smeri. Tudi se pravi, tudi gospodarstveniki bodo gledali, da bodo šparali najverjetneje tudi pri plačah v bodoče, če ne bo v ekspanziji. In tukaj je bojazen, da seveda nekdo razmišlja o tem, jaz lahko vzame koliko rabim, oni pa se ne znajdejo, ali kak jaz tega ne razumem, drugače. A me razumete? Tudi gospodinjstvo je tak, če se plača ne zvišuje, se pravi stroški lahko presegajo tako daleč, da človek potem dejansko je na rob. Ne bom rekel, da so vsi tak, ampak gledamo populacijo tudi v Hočah. Dost je, bi rekel, tudi takšni, ki mogoče ne dosegajo nekih enormnih plač. Lažje mogoče tistim, ki ima, mogoče mu ta strošek ne pomeni nekoliko, ampak realnost je pa drugačna. Te položnice bodo potem še ostalo tako za naslednje leto, da zdaj še bilo, ali že zdaj že dobiva? Te položnice so Te položnice so pred 3 tedni prišle in pravzaprav valuta je od junija pa do konca leta je za plačilo na 4 obroke.
Tako da to je žiza in to je bil pravzaprav veliki problem. Ne. Zdaj je ljudstvo ali pa občani so zdaj videli, kaj se je zgodilo z temi odločbami, ki so prišle iz DUS-a. Ja. Glede, jaz, če si vzamete kar trenutek za razmislek okrog vprašanj, bi povedal še nekaj. Ne? Tak med vrsticami včasih slišimo, ne? Ja, zakaj pač eni imajo toliko nezazidanja enostavnega zemljišča, zdaj pač ne plačujejo, ne? Ampak zadeva še zdaleč ni tako enostavna. Prvič, nekateri so imeli prej kmetijska zemljišča, pa je občina to z aktom spremenila v stavno zemljišče in niso oni zahtevali, ne, da se to zgodi. Drugi so podedovali recimo nekaj zemljišča. Ne. Tisti, ki špekulirajo za nakupi, tiste izvzamem, ampak ostali pa, gledajte, tu je tu. Ne? Za nekatere je to naložba za naslednjo generacijo. Ne? Če pa imaš ti tam 2000 kvadratnih metrov nezazidane enostavnega, stavnega zemljišča, pa je treba plačati 1500 evrov na leto tega jatve oziroma nadomestila, to pa ni malo. Vzamemo to na 10 let, pa ti požere dejansko celo vrednost tega premoženja. Ne? In to je še en dodaten razlog, ne, ki potrjuje to, kar je gospod Vračko povedal, ne, da s tem ustvarjamo neprijazno okolje tudi za naložbe. Ne? Kdo bo plačeval tako velike davke občinske, ne, oziroma to nadomestilo, kjer podjetnik bo šel tja, kjer je pač to manj. Pa bo manj davko pobrani, pa bo manj zaposlitev in tako naprej in to se bo poznalo pri razvoju občine. Definitivno. Jaz bi dodal, če lahko še malo. Če dovolite, bi nakratko dodal samo še eno stvar. Gospodarstvo je pač situacija taka, ne, da dejansko tisti, ki so resna podjetja, podjetniki, razmišljajo za naprej. Ne, in vsakemu verjetno je želja širiti podjetje na način, da bo bolj obvladoval tržišče in ostale stvari. S tem je povezano seveda nakup zemljišč. Zemljišče lahko kupiš tam, kjer je na prodaji. In pa takrat, ko je na prodaji. Seveda, če razmišljaš o širitvi, moraš vedeti, kje bo to. In najboljše je, če je to kar zraven tista parcela, ki se prodaja. In to se seveda dogaja tudi tukaj nam, tudi v Hočah, da seveda kupujemo tista zemljišča, ki bo bodoče predstavljala nam širitev in možnost sploh za širitev. Ker dokler je zemljišče nepozidano v strani nekega tujega investitorja, drugega investitorja, takrat je še možnost. In seveda kupujemo zemljišča tista, za katera predvidevamo za obdobje 10 do 15 let, da nam bo pomenilo neko širitev, da ne bomo rabili celotne firme zaradi omejitev širitve seliti na drugo območje, tako kot je kolega povedal. In seveda zdaj, če je to neka ročnost, dolgoročna je to 10 do 20 let, je seveda 20 let nekdo se pravi primora plačevati neke stroške, ki predstavljajo kar veliki zalogaj in je res na razmislek potem, seveda tudi za bodoče, če se bo ta trend še povečeval, razmišljam pa zemljišče kupiti cenejše in pa bi rekel z manjšimi obremenitvami nekje na lokaciji, kjer mu to dobljuje. Poglejmo, sosedno Avstrijo se nekaj prilik in pa podjetji, ki so šli v tujino ravno zaradi tega, ker so pač, ne rečem, seveda države, ki imajo mogoče drugačen finančni status, kot jih ima Slovenija, pripravljene subvencionirati, pomagati, pripravljati in nasproti podjetje. Tu imate, pa delajte, kaj želite, ne seveda vsega, kar poprej, ampak to so omejitve, to pa so vaše možnosti. Tega veliko pogrešamo, podjetniki tukaj, tudi tukaj, da je seveda in država in pa občina tista, ki bo nudila, gledajte, dajte delati, zato da bomo tudi mi nekaj imeli od tega kot občina. Pa ne razumete? Ne pa, da mi bomo pobrali to, kako rabimo, vi pa se zdaj, tako kot sem že rekel, se pravi, če.
Ja. Se zahvaljujem za vaš obisk, s tem je tiskovna konferenca končana. Hvala. Dobro.